Čestitke ekipi za film, tako pretresljiv, da se je treba kar malo sestaviti, preden se pogovarjamo. Publiko sem povabila, da bojo kaj vprašali ali pa povedali, ampak začnem pa jaz, pa bi tudi prosila, ker mogoče če Maji damo mikrofon. Mogoče, da začnemo na začetku ali pa še majčkeno prej. Maja, ti si posnela film Banditenkinder, tudi o slovenskih otrocih in o njihovih usodah med drugo svetovno vojno. To je bilo že pred 10 leti, ampak sem prebrala, da tam nekje v tisti raziskavi za tisti film si zvedla tudi za te otroke. Hkrati pa ste se tudi z Natašo povezali in začeli pisati scenarij, si pa ti tudi obravnavala te tematike, pa me čisto zanima en ta začetek, kako sta prišli skupaj, kje se je začelo. Ja, na kratko. Gospod Janez Žmavc, predsednik Društva taboriščnikov ukradenih otrok, me je 2012 v bistvu poklical kot dokumentaristko in me v bistvu vprašal, če bi me zanimala ta zgodba. Povedal mi je zgodbo, jaz nisem o tej zgodbi ukradenih otrok nikoli slišala, nič vedela. In sem bila seveda pač pretresena in sem obljubila, da bomo pač naredili ta film. In takrat sem najprej posnela enih 35 ur materijala na video sama svojo kamero, da sem naredila scenarij za tisti film. In potem smo šli ta film v bistvu posnet in nastal je 2014. In tam noter je seveda že omenjeno, da je 30 otrok bilo, torej ta družina, ker so na nek način družina, veste, te ukradeni otroci, še tisti, ki so živi, se vsako leto septembra srečajo v Celju in so na nek način družina v bistvu povezani med sabo, ker so izgubili, kot ste videli, starše med drugo svetovno vojno na grozljiv način. Je v tej družini 645, je bilo tudi 30 teh Lebensborn otrok in tudi v tistem filmu je to že omenjeno notri in tudi 3 iz našega tega dokumentarnega filma Zajeti v izbiru so bili sem takrat prvič stik z njimi že prišla in takrat je tudi Ingrid von Olhafen, Erika Matko, v bistvu z njo sem tudi snemala v Nürnbergu, tam, kjer so bili tudi nürnberški procesi. Je pa tam takrat bom rekla, en del zgodbe svoje je vedela takrat, ni pa vedela marsičesa drugega. No. Ampak zdaj bom tukaj kar preskočila, da bo potem Nataša vstopila noter, ne, in to je bilo leta 2019. Ne. Lahko kar predam naprej? To sva zdaj res že velikrat povedali, ampak vsakič poveva malo drugače. Skratka, je zelo povezano to s prvim filmom Majinim. Mene so vedno zanimale usode otrok. Jaz sem mladinska pisateljica, drugače v glavnem. Ampak to me je tako vznemirjalo in čisto po naključju ste se mi povezali 2 zgodbi, ki sem jih v tistem času zaznala. In sicer zgodba Ingrid von Olhafen, za katero sem slišala prej, preden sem videla Majin film. Majin film sem pa videla res šele na televiziji, septembra se mi zdi 19 in takrat sem opazila Ingrid. Zdaj se mi pa vse skupaj zelo čudno, ker res nismo nič vedeli o tem. Zdaj ljudje na Štajerskem me včasih oporekajo, ko imam kakšen literarni večer na Štajerskem, se je zančena gospa zelo razjezila pa rekla, kaj vi govorite, da nismo nič vedeli, jaz sem, a ne. Ampak na Štajerskem je to drugače, na Štajerskem se je to med družinami govorilo, mi pa res nismo, no. Tako pač to ni bilo v šolskem programu, pa tudi danes ni, tudi moji otroci nič ne vejo o tem. Tako da to je bila ena taka stvar, ki me je blazno vznemirila, kako da nič ne vem. In ta Lebensborn, no, ta beseda mi je sedla v možgane, kaj pa zdaj to, kaj so pa delali slovenski otroci v Lebensbornu, ker to smo pa že slišali, da je bila to pač neka organizacija za povečanje arijske rase in takrat sem prvič slišala, no, da so pač ukradene otroke tudi vključevali in med njimi nekaj slovenskih. Je bilo pa pol te podatke zelo težko dobiti, ker jih enostavno ni bilo, nekih zgodovinopisnih razprav, razen Trčakove
knjige, ki je šla v 60 letih, Trčak je bil direktor takrat Celjskega muzeja, ki se danes imenuje Muzej novejše zgodovine. On je napisal knjigo o ukradenih otrocih in tam je v enem poglavju omenjena organizacija Lebensborn. Ampak tudi ni tako natančno opredeljeno, kateri otroci izmed teh 645 ukradenih otrok so bili vključeni v to zelo glasno zločinsko organizacijo, ker to sta bila dva programa. Eden je bil za utrjevanje nemštva oziroma urad za etnične Nemce, ta je imel taborišča otroška po Nemčiji pa Avstriji, kjer so te otroke selekcionirali po spolu pa po začetnicah priimkov pa po starosti delili. Lebensborn je pa SS-ovska podružnica v bistvu in je pa imela nek dogovor s to organizacijo, ki je zajemala večje število otrok, kamor so hodili selekcionirati dojenčke. In tudi ti niso bili vsi dobri, so jih rasno pregledovali že v zbirnih taboriščih. Je pa zdaj nastal izpod tvojega peresa tudi dokumentarni roman, a ne? Ja. Oziroma ne zdaj, ampak hkrati s filmom. Si sposodila. Ja, zdaj je založba se zmenila s tole knjigarnico vašo, tako da ga imajo zdaj tukaj. To sem pa pisala med tem, ko je Maja montirala, ker sem bila še tako vsa od tega prevzeta, pa povsod na snemanjih sem bila zraven in toliko stvari se je zgodilo nepredvidenih, da sem potem v romanu vključila še zgodbe, ki jih v filmu ni. No, in prav, kakor je tudi Nataša rekla in kakor je videti tudi v filmu, v resnici film ve več, kot vedo te otroci. A ne? In kje vse ste nabirali potem podatke? Kako se je to verjetno veliko časa vzelo? Ja, torej, četrti protagonist, Heimo Henry Heider, Veligoročan, nekako stopi, jaz prvič slišim za njega, ko potujeva z gospodom Žmavcem, z Banditem Kinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci. V bistvu prav vem, da je bilo to v Frohnleitnu. Drugače smo film prikazali tudi na vseh teh prostorih, kjer so bila taborišča po Nemčiji, pa tudi v tem prehodnem taborišču Frohnleiten. In se v bistvu spomnim, da pač mi je on povedal tole zgodbo. Predvsem me je fasciniralo, mislim samo, da obstaja pač Heimo Henry Heider kot eden od teh Lebensborn otrok, ker jaz sem mu takrat govorila, veste, mene pa to zanima, jaz bi pa to naredila, to je treba povedati, tako kot sem rekla, vi bi tudi, nujno bi bilo, da bi bila tudi knjiga. To se po naključju vse nekako smo se našli, prepletlo in smo, bom rekla, tudi jaz sem v bistvu zelo vesela, da nekako se to zdaj zaokrožuje. Skratka, fasciniralo me je to, kar je rekel, da je pač torej ustanovitelj tega Lebensborna Himmler, njegov v bistvu boter, sorodnik po teh, to je pa zgodba za film, to pa je neverjetno slovenski otrok, tako da zdaj pa o dokumentih. En del teh seveda dokumentov je bilo predvsem, kot ste sami videli, streljanje talcev, potem avgusta 1942, ko so zbrali 1200 ljudi iz Celjskega in jih potem ločevali, je bilo v Muzeju novejše zgodovine Celje, s katerim smo tudi prav tako začeli sodelovati že 2012 in tudi ob tistem prvem filmu je bila tudi potujoča razstava narejena, ki je in o ukradenih otrocih in o filmu, in ki je prepotovala, jaz lahko rečem, brez pretiravanja, 70 različnih projekcij s pogovori s vsem tem v Sloveniji, v zamejstvu in tudi v tujini, celo 2 projekciji sta bili na Japonskem, tako da torej Muzej novejše zgodovine, dr. Tone Kregar, Darja Jan, so bili naši v bistvu sodelavci. Potem je tudi tam bil en del tega nekih, bom rekla, arhivov seznavo, predvsem Frohnleitna, teh otrok, ki so jih pripeljali za Lebensborn otroke. Je tukaj Nataša res tudi v tej knjigi naredila z dr. Georgom Lilienthalom, bo tudi ona potem malo več povedala, še dodatno res natančno listo, ki je zbrana v bistvu v tej knjigi notri. Tako da
Jaz sem dr. Dorotejo Šmic-Köstler spoznala v Sloveniji, ko je bila tukaj tudi 2014, ona je publicistka in novinarka, ki je posnela čez, mislim, okrog 150 ur pogovoru z raznimi Lebensborn otroki, napisala tudi knjigo, ki je šla 2012 Lebensborn, Lebenslang, kar pomeni celo življenje Lebensborn otrok, v tej knjigi je tudi v bistvu en portret Ingrid von Olhafen, torej našega slovenskega otroka. In seveda nas je tudi potem v toku procesa montaže z Jurijem Moškonom, recimo smo dobili tudi neke materijale še vedno iz Bundesarhiva iz Berlina, ki jih je ona potem nam poslala. Tako da iz različnih koncev, medve sva bile osebno tudi v Berlinu med korono, ker je bilo težko priti, ker je bila pač in korona in ker tam čakaš po leto pa pol, tako da so nam da sem pisala pač na slovensko ambasado v Berlin, da nam oni naj pomagajo to malo hitreje sprovesti in pač in pol dejansko sva prišle, ne. Potem so bili še arhivi Arolsen arhiv preko, mogoče ne tudi še Nataša tukaj pove, preko Georga Lilienthala, kot ste videli, pionirja Lebensborna, ne, on je bil v bistvu velik, njega smo mi sem pripeljali, potem v tem smislu tudi, kot ste videli v filmu, ne. Doroteja Šmic-Köstler je pa dejansko tudi dvakrat bila že prej v bistvu v Sloveniji in je tudi, vsi ti ljudje so tudi poleg tega, da so, bom rekla, strokovnjaki, zgodovinarji, so tudi na nek način aktivisti, ne, v bistvu se zavedajo, da pač to osveščanje je v bistvu pomembno, nastopanje je pomembno, pripovedovanje je pomembno, tudi Gisela Heidenreich, ki je v filmu notri, ki je tudi publicistka in pisateljica, ne, nastopa po šolah, govori o tem, tako da mogoče pa res več o sodelovanju z Georgom Lilienthalom Nataši predam. Ja, mislim, če vas zanima, če ne bo preveč. Pač on je, za njega sem zvedela iz avtobiografske knjige Ingrid von Olhafen, ki jo je napisala skupaj z enim angleškim novinarjem in on je bil njen najditelj. Tim Tate je on, ja. On je bil njen najditelj. On je najditelj Hajderja, ne, tega Vilija Goručana in Ingrid von Olhafen, pa še mnogih drugih otrok, ampak izmed teh 4 je on povezal te podatke, tako da je v bistvu tudi on bil prvi, ki je Hajderja na Kostariki seznanil z njegovim izvorom. To je ta del, ko sta govorila prek Zooma, no. Tako da nekako sem zbrskala njegov naslov, mu pisala in on je bil takoj pripravljen sodelovati. Vsi so bili takoj pripravljeni sodelovati. To je čisto nekaj neverjetnega, no, kako so se te stvari povezale. Tako. Ja, so kar pomembne tematike, ampak ko si ravno omenila Zoom, bi pa za Ido eno vprašanje, ker tam poteka vzporedno snemanje, a ne, na 2 koncih sveta pravzaprav, pa še, a ne? Ja, to je bilo pač tudi zaradi tega, ker so bile te razdalje tako velike, ker je bilo časa relativno malo, da naredimo, tako da pač so bile vse možne metode, so se uporabljale, da se pač dobi vsebina, ki je bila pomembna že nekako na nivoju scenarija, da jo je treba imeti in pač ta Zoom je bil vsebinsko zelo pomemben, čisto zaradi tega, ker je ta podatek, da je v bistvu Hajmo tako pozno zvedel, kakšno je sploh njegovo poreklo, ne, in kakšen je bil ta njegov odziv na to informacijo, ne, je bil definitivno v kontekstu filma, je bilo pa seveda nemogoče, ne vem, na avion pa z njim v Kostariko pa pač trditi ta pogovor tam, ne, tako da to je bilo pač tudi v sklopu pač cele te produkcije, ki je bila precej zahtevna, ker je po eni strani smo morali hiteti zaradi pač starosti vseh naših protagonistov, po drugi strani je bila pa tudi korona in vse skupaj in je bilo vse še dodatno oteženo, mislim, in potovanja in premikanja in tako dalje, ne. Pa po drugi strani se najbrž ne da hiteti, ko se pogovarjaš z ljudmi in hočeš, da za film predstavijo tako intimne zadeve, kot so predstavljene v filmu, ne?
To je v bistvu proces, ne, seveda, ne, in gre za veliko zaupanje, ne, in recimo gospod Ivan Acman, pol, ko smo že imeli dejansko grobo zmontiran film, ne, sem jaz odnesla računalnik k njemu gor in sem rekla, gospod Ivan, poglejte, jaz vam bom zdaj pokazala, jaz res nujno potrebujem še en snemalni dan z vami. Jaz ne morem narediti enega portreta, če nimam še nekaj, še ne. In tako, in potem, ko je videl, je rekel, dobro, pa dajmo, ne. Ker nobeden, bom rekla, od teh ljudi ni tako, bom rekla, precej ekstrovertiran, mogoče Vili Goročan, ne, ker je tudi filmar, ne, je nekako najbolj v bistvu bil dovzeten, ampak tudi pri njemu smo mogli biti malo previdni, za kako stvar se recimo nismo upali, ker direktno, ne, par stvari tudi ne vprašati. Malo prej tudi prepovedal, oziroma ne, smo vedeli, ne vem, katerih dveh vprašanj, mogoče se moramo vseeno malo izogniti, ampak recimo nam pa je dovolil, mi smo prišli Mitja Ličen, snemalec, in Medve, na Kostariki smo imeli potem še enega tega asistenta, ki nam je na terenu pomagal, pa potem tonskega snemalca. In smo prišli recimo ob 7 zvečer in mi utrujeni, noč je bila in tako dalje, da ga pozdravimo, ker smo imeli, ne vem, 2 ali 3 dneve. In če on ne bi bil filmar, bi po mojem rekel ne, oziroma jaz ga sploh vprašala, tega ne bi, ne. Ampak tako sem rekla, a mi lahko eno sceno danes posnamemo, zdaj takoj, ne. Pa dajmo, ne. In potem sem rekla, Nataša pripravi album tukaj, ne, mi bomo kamero tlele, tako, mi vam bomo zdaj nekaj poklonili in mi bomo to snemali. A je v redu, ne? Je rekel, v redu, dajmo, ne. In to je v bistvu ta scena, kjer reče, prvič vidim svojo mamo, ne. Tako da, seveda, tako stvar, recimo, če smo pri dokumentaristiki, vedno vprašaš, pa tudi mogoče koga pa tudi ne bi, no. Gospoda Ivana Acmana, kaj takega, mislim, da ne bi vprašala, ne. Niti ne bi vprašala, ker potem spoznaš, ne. Ampak vsi so se pa v bistvu zavedali za to, da je to pač pomembno o tem govoriti, čeprav je bilo tudi to težko za njih, ne. Ja, noro večplasten, rada film prav zaradi njih, ne, ker so tako različni konteksti, v katerih moramo razmišljati, no. Bi mogoče iz publike kdo vprašal kaj, ali pa kaj povedal? Prosim. Čakajte, lejte mikrofon, ja. Dober večer vsem skupaj, najprej iskrene čestitke. Izvolite, se opravičujem, meni se daj mikrofon. Okay. Iskrene čestitke za film, fantastičen je in pripovedovanje te zgodbe so vedno v bistvu ustvarjanje mostu med preteklostjo in sedanjostjo, ne, med ljudmi, ki so danes mladi in ki poslušajo zgodbe, ki bi jih drugače odnesli ti ljudje, ki jih kmalu ne bo več s sabo, tako da to je res izjemno delo. Razmišljala sem, kaj pa ste našli tudi ljudi, ki so vam rekli, da ne želijo o tem govoriti, in tako, kaj so rekli, zakaj ne želijo, zato ker, tako kot ste tudi v filmu pokazali, ne, ker si pokazala, Maja, da je to, je potreben kar precej poguma, ne, pa tudi odločitve, da bo človek stopil nekam, kar si ni mislil, ne, da bo zvedel o sebi in o svojem življenju, in včasih, mislim, ni nujno, da to vsak hoče narediti. Ja, jaz bom pa dala Nataši. Mi nekako smo vedeli za film, ker je šlo vseeno za portretni, ne, film, že 4 je plus ta struktura filma, ne, ki smo pol razširili seveda tudi na te evropske otroke, Lebensborna, ne, torej na nemške, ki so tudi v bistvu žrtve, bom rekla, sami sebe in svoje ideologije, ne, smo vedeli, da ne moramo tega še širiti, ne, z zgodbami, ne. Zaradi tega je pač
ravno Natašina knjiga tako dragocena in ima tudi eno zgodbo noter, ki je, no ne sama pač, v bistvu pove, ampak v bistvu je bila tudi odločitev, lahko bi tudi recimo z enim gospodom smo tudi posneli, ne, začeli smo samo recimo to zgodbo, pa je nismo pol mogli v bistvu izpeljati, ker je bilo preveč. Ne. Mislim, sam nastavek smo postavili in smo ugotovili, da ne ve, da je čist na začetku, a veste, da je čist na začetku, ne, tako da čist na začetku, ne. In Nataša, izvoli. Nič ni vedel vse, pa on sploh nič ni vedel. On je bil na seznamu pogrešanih, na tem seznamu, ki sva ga z dr. Lilientalom skupaj naredila. In potem smo imeli eno prireditev v Celju, septembra 2022, na katero bi moral priti tudi Hajmo Hajder. Smo imeli že karte kupljene za njega, pa je pol zbolel, ampak se je vseeno javil spet prek Zooma na to prireditev, tako da je bil tako na velikem platnu in se je z ljudmi, s Celjani srečal na tak način. Pa vseeno se je to doživel kot neko vrnitev domov. Ampak tam je pol prišla ena gospa po tisti prireditvi k meni, pa je rekla, ja, sej, jaz sem tudi ukraden otrok, ampak zraven mene pa sedel eden, ki je bil tudi dojenček, pa se nič ne spomnim, pa to sem rekla, kako se pa piše, je rekla, ona mi pove, se piše Franc Friškovec, in jaz rečem, ja, on je pa med unimi 17 ali 18 je bilo takrat, za katerega se ne ve, kdaj je prišel domov med pogrešanimi. In ta gospod je sicer že šel, ampak pol sem ga ne vem kako našla, mislim, se je vse tako čudežno odvijalo, da smo kar našli te ljudi, pa kar nekoga vprašaš, pa ve, pa ti da naslov, pa ti da telefonsko številko. Skratka, smo ga šli obiskat. No, in to je bil res, jaz sem pol temu rekla monolog molka, on ni nič vedel. On je bil na seznamu otrok Lebensborna, tam so bili datumi, kdaj je prišel, kdaj so ga izključili iz Lebensborna, pa ga dali nazaj v navadno taborišče, ker ni ustrezal kriterijem raznim. Ampak on ni nič vedel. On je rekel, da je z mamo prišel domov, pa ni. Ker v tem smo pa imeli dokumente, da ni z mamo prišel domov. Sam je bil premajhen, da bi se spomnil. Rekel je, da se nekaj mu svita, da je bil pri enih tujih ljudeh, ampak da ne ve. Tako. Medtem ko je ena druga gospa, ki pa živi v domu za ostarele v Celju, jaz sem pa pisala. Ona je bila pa 7 leti vrnjena iz krušne družine, že je zelo bila navezana na svojo nemško mamo in sem mi pisala in sem dobila od nje zelo lepo pismo, da se zahvaljuje za pozornost, ampak da o svojem življenju od 7. leta naprej ne more govoriti. Tako šokantne so bile tudi te vrnitve, veste, oni niso prišli potem v družino nazaj, ne, ona je imela oba starša mrtva. Tako da je prišla k eni stari mami, ki je skrbela za 10 otrok. Tam je bila pa edinka, tako da, ko je bilo enkrat to izvirno zelo storjeno, sploh ni bilo, nobena od variant ni bila dobra za popraviti to škodo. Ne predstavljate si, kakšna oseba bi bil Henry Hajder, če bi ga vrnili enemu stricu tle v Celju, pa bi ga vzeli unim staršem. Tako, ko smo mi njemu to omenili, je rekel, ne smem niti pomisliti, ne, pa če so 100-krat sorodniki. Tako, pa ne mislim, da je prav, da bi ostali tam. Človek mora vedeti, odkot je, čigav je. Ne. Ampak nobeden se ni ukvarjal z tem, kako se oni počutijo. Tukaj je šlo pač za neke dogovore med pač otrok, ki je bil tle rojen, mora priti nazaj, a ne sej, da je v bistvu isto, sej, zdaj bodo iz sirotišnice v Slavini vrnili otroke v Ukrajino. Ne. Tako. Tam je še eno vprašanje bilo. En lep dober večer, vsem skupaj. Najprej iskrene čestitke vsem za tako presunljiv dokumentarec. Mene pa zanima, če ste v procesu, takrat, ko ste delali in pripravljali ta dokumentarec, kaj povezovali to zgodbo z zgodbo z otroci iz Petrička in kaj je na nek način podobna zgodba, sicer iz drugega totalitarnega režima. Bom rekla, na to zgodbo, ne, celo zgodbo, ki bi bila tudi za film, sem naletela tudi jaz že pri Banditenkinder, torej takrat v tistem filmu, kjer noter v bistvu nastopa eden od otrok, ki je bil pa tudi takrat v Saldenburgu kot 2-letni otrok, v bistvu Vili Vresk, ne vem, mogoče Vreske, Vili Vresk, mogoče je tudi tukaj, ne, tudi samo starše, ki sta bila v bistvu partizana v bistvu ubili.
In on je bil pozneje se znašel v tem domu skupaj z otrokom z Petrička, ne. Tako da in sta potem ohranila recimo stike, ker je pa ta otrok iz Petrička v bistvu šel potem v Avstralijo, ne. Je pač emigriral v 60-ih letih, ampak sta ohranila, ne. In vedno, recimo, to je spet ena taka zgodba, za katero sem rekla, to je pa tudi film, ne. Tako, a veste, to, ne, ja, veste, če bi kdo to podpiral, jaz bi delala take filme skozi. Ja, jaz nisem mogla mimo tega, pač to je tako boleča zgodba, da ne moreš verjeti, da je konec vojne in je eno gorje se končalo, pa se je začelo drugo. Tako da se nisem temu izognila, ne v prvem romanu Beseda, ki je nimam, ki se še ne ukvarja toliko z Lebensbornom, ampak z ukradenimi otroci. Tako da nekako napeljem tudi na te povojne zavode, kjer so ti otroci skupaj živeli, ne? Sirote so skupaj živele. Tukaj sem pa ta pričevanja otrok Lebensborna razširila na še druge otroke brez identitete oziroma z neznano identiteto, tako da tukaj noter nastopa. To so literarizirana pričevanja, ker ni to zdaj, jaz nisem zgodovinarka, tako da to je leposlovje, čeprav je dokumentarno, nič ni izmišljeno, so pa nekatere scene seveda lahko rečem igrane, no, ampak ta pričevanja sem razširila na enega otroka iz predvojnega obdobja, ki ga enostavno so ga pozabili, ko so mu starši umrli in so ga pozabili pri nunah in pol je tudi v sirotišnicah zrasel in ni vedel, kdo je, na otroka, ki je po vojni izgubil starše in je bil tistih par mesecev, ker je bilo to taborišče na Petričku, to je bilo od maja do oktobra. In pol v istih zavodih kot te partizanske sirote in na enega otroka, ki je zrasel iz genocida, ki so ga zagrešili ruski vojaki nad nemškimi ženskami. Tako da vsi ti otroci jim je bila vzeta osnovna pravica do tega, da bi vedeli, kdo so in da bi imeli varen dom. Še kakšno vprašanje mogoče? Mogoče bi za konec vprašala, se pove, da Nemčija v resnici ni opravičila uradno ali pa kakorkoli povrnila ali pa vsaj, ja, tako nekako, ja, se opravičila. Ste imeli pa premiero filma v Frankfurtu, a ne? Na knjižnem sejmu, pa me čisto zanima, kakšen je bil odziv v Nemčiji. Ja, najprej tako, Nemčija je neko odškodnino tudi za ukradene otroke dala v nekih 70-ih letih, takrat pač sklopu nekih vseh teh seveda žrtev, ne, ampak ta denar seveda nikoli ni prišel do ukradenih otrok. To je en podatek, ki smo ga takrat dobili že pri prvem, bom rekla, pri prvem v bistvu filmu, ne. Ampak stvar je bila tudi ta, da te ukradeni otroci tudi v času Jugoslavije tukaj niso imeli ravno, niso bili dovolj niti prepoznani, marsikdo sploh ni dobil nobene odškodnine in se jim je to dejansko priznalo šele z osamosvojitvijo Slovenije, da so potem dobili nekih 50 evrov k pokojnini in status žrtve. Tako da to je ena stvar. V Frankfurtu je bila lepa premiera, tako da kot slovenski film, ker jih je bilo kar nekaj več, smo imeli, bom rekla, največ obiskovalcev, kar smo se tudi malo potrudili, da smo tudi koga povabili, in pomembno je bilo to, predvsem, da so tisti, ki so, kot je dr. Georg Lilienthal, kot je bila recimo ena urednica, za katero zdaj čakamo, da upamo, da bo, ne, so v bistvu rekli, da to je film, ki ga mora tudi Nemčiji videti, seveda, in upamo, da se bo to zgodilo. Tako da ravno no, zdaj sem pa tudi ravno dobila to, da mi je pisal en gospod, ki je tudi strokovnjak v Deutsches Museum, ne, da pač zakaj sem pobarvala ta film, ne. In zdaj
se dopisujeva in zdaj ne vem, a bo rekel, da je to, ne vem, a bo mogla za upor isti ali kaj bodo predlagali, ne? Zakaj si Ker sem pa ga? pobarvala material Eleni Riefenstahl. Prav njen gamot ali vse. Ja, pa Welt in Bild, ne, za to dvoje, v bistvu je pač tako rekel. No. Jaz sploh mislim, ne, tukaj bi tudi Ida lahko tudi kaj povedala, ne, pri tem, veste, človek misli, da tale material iz časa nacizma, da je dostopen, ne, pa tudi 70 let je zdaj že minilo, da bi bil lahko dostopen za ston, za uporabo, pa ni. Ne. Pa so velike pravice ponekod in tudi mi smo imeli že recimo kakšne stvari v filmu noter in smo jih mogli zamenjati, ker so bile predrage. Ne. Za koloriranje pa v bistvu sem se odločila zaradi tega, ker nam to približa v bistvu realnost tistega časa, se je bila v barvah, ne, in sedanjost in to tehnologijo, ki ga pač imamo zdaj, je to možno v bistvu narediti. In to sem tudi videla, ne, nisem se to jaz, videla sem že take filme na History kanalu, ne. Predvsem pa sem videla pretresljiv film, res odličen film Otroci kaosa, ki govori o vseh teh otrok, okrog 12 milijonov, 12 milijonov, zdaj sem se pa malo, je bilo otrok, v bistvu, ki je bilo sirot na najrazličnejše načine, ne, po svetu, potem ob koncu druge svetovne vojne, sirot brez staršev, malih vojakov in tako dalje. No, in ta film govori v bistvu o tem povojnem obdobju in o vseh teh v bistvu otrocih in ta film je bil tudi koloriran. Ne. In ravno čez to, ker je bil koloriran, je v bistvu res zareže, ne. To ni tako globoko v bistvu tudi v srce, ne. Tako da je bila zaradi tega tudi pač moja odločitev takšna. Ne. In Jurij Moškon v montaži in potem No Frame, Teo Rižnar so, mislim, da res naredili tudi izvrstno delo. Če ni nobenega vprašanja več, ali morda je še iz publike? Bomo še v glasbi, v zvočni. Ja, sej hotela sem, se mi zdi, da je pozno. Če bi Avgusta še vprašali, no, ne, ker me je zanimalo, no, kako se sploh lotiš to vrstne glasbe, a ne, delno je iz arhivskega materiala in potem moraš ti nekako peljati neko emocijo, pa ne preglasiti vsega tega. Ja, predvsem to ne preglasiti, se pravi, da je najboljša filmska glasba, taka je ne slišiš. V smislu, to je bila moja naloga, da podprem, kjer je treba podpreti in predvsem ta dva različna pola, torej ta nacizem in ta temačnost tega obdobja in kako to v bistvu uglasbiti in potem te lepe spomine, otroške spomine, ki so pa nedolžni in lepi. Predvsem pa ne stopati v ospredje, da postane patetično ali pa ja, kičasto in v tem smislu nekako se držati nazaj, da res spremljamo, ker je tak film, ki je res ogromno informacij zvemo in to v bistvu neprestano, da nas ne zmoti, da v bistvu lahko sledimo zgodbi. Je vse to ratalo, res. Jaz bi se zahvalila zdaj vam za film in za ta pogovor. Sem vam, da ste prišli in kot rečeno, film bo zdaj igral po kinih v Sloveniji, tako da povejte naprej. Hvala. Hvala vam.